Lepo pozdravljeni v jesenskih nasvetih Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Tokrat z Matejo Jandl govorimo o uporabi drog med mladimi. Predvsem se bova dotaknili tako imenovanih novih drog. Nove sintetične droge, ki se že nekaj let pojavljajo, posnemajo učinke že znanih in prepovedanih drog, a so izdelane tako, da se njihova struktura razlikuje le toliko, da te psihoaktivne snovi še niso uvrščene na sezname prepovedanih drog. Torej, niso prepovedane, so zelo dostopne tudi preko spleta in zato dajo občutek varnosti. Mateja Jandl, vi spremljate stanje na področju drog v Sloveniji, se nove droge vse bolj uporabljajo med mladimi pri nas. Pozdravljeni. Ja, po naših podatkih se nove psihoaktivne snovi in tudi na splošno vse prepovedane droge vedno bolj uporabljajo v Sloveniji med različnimi starostnimi skupinami, tako da opažamo naraščajoč trend uporabe. Zdaj, ko se je šola dodobra začela, ali morajo biti starši še bolj zaskrbljeni? Se torej uporaba drog z začetkom šole res poveča ali to ni tako bistveno? Gotovo se tudi zaradi nekaterih dodatnih razlogov uporaba drog med mladimi poveča. Tukaj imam predvsem v mislih potem šolske pritiske oziroma zahteve s strani šole, poglobijo se tudi nekatere duševne težave oziroma težave v šoli s starši, tako da to je tudi mogoče eden od razlogov, zakaj mladi pogosteje posežejo po drogah, seveda poleg ostalih razlogov, kot so zabava, sprostitev, druženje z vrstniki in tako naprej. Katere droge pa so med mladimi najbolj razširjene in ali so med temi tudi nove droge? Najbolj razširjena je seveda uporaba konoplje, tukaj gotovo konoplja prednjači, vse ostale droge so prisotne med mladimi v dosti manjšem odstotku, tako da tudi nove psihoaktivne snovi so dostopne v gotovo manjšem obsegu kot konoplja, se pa pojavljajo v različnih teh mogoče bolj specifičnih okoljih, kot so nočno življenje, zabave, tako da tukaj pa so bolj prisotne, ja. So to potem glavni razlogi, da mladi vzamejo drogo, to nočno življenje, zabava? Ja, gotovo. Gotovo je najpogostejši oziroma najbolj pomemben razlog je zabava, sprostitev, druženje s prijatelji. Kot pa sem že omenila, je pa gotovo opažamo nekaj uporabe droge tudi kot neke vrste pomoč pri težavah, duševnih težavah, za sprostitev, za doseganje boljše storilnosti, tako da tukaj je gotovo več boljših poti oziroma boljših načinov, kako se sprostimo, kako smo bolj efektivni, kot pa je uporaba drog. Kje pa prvič poskusijo in kdaj potem pridejo na redno uporabo? Opažamo, da je ta začetek uporabe drog vedno ali pa skoraj vedno povezan z uporabo v družbi, se pravi kot nek sovrstniki, mogoče ne kot pritisk sovrstnikov, ampak kot družba, v kateri nekdo že uporablja drogo in potem pač mladostniki iz radovednosti večinoma tudi poskusijo drogo. Tako da to so gotovo neke družbe, kot sva rekli, tudi večerne zabave oziroma nočno življenje. Tako da je težko reči, je veliko verjetno nekih družb, okolij, v katerem začnejo mladostniki z uporabo drog. Problem pa je, kadar z uporabo ne morejo prenehati oziroma kadar uporabljajo droge, da si lajšajo stiske. Pa verjetno so razlike med fanti in dekleti. Ja. Razlike so med mladostniki glede na spol, tako tudi v kasnejšem obdobju oziroma pri neki redni, težji uporabi drog, vedno je odstotek moških večji kot žensk. Pri novih drogah je še dodatna težava, ker te še niso prepovedane. Koliko časa so potem dostopne mladim, predno se uvrstijo na sezname prepovedanih drog? V Sloveniji imamo sistem, da zaznavamo, iščemo aktivno te nove psihoaktivne snovi, te nove droge. Tako da, ko jih zaznamo, gotovo traja od pol leta do 1 leta, da jih od tega, da pridejo na seznam, da so kemijsko prepoznane, tako da pričakujemo, ko jo zaznamo neko novo drogo, da bo v pol leta, letu
prepovedana. V kakšni obliki so te nove droge, potem, dokler niso prepovedane? Imeli smo primere, ko so bile zaznane v sladkarijah. Ja, velikokrat resnično se uporabljajo oziroma izkoriščajo na tak način, da oponašajo oziroma posnemajo sladkarije, se pravi, lahko tudi neke v obliki prahu, lahko so dodane tudi konoplji, potresene po konoplji. Te nove psihoaktivne snovi dejansko so narejene tako, da posnemajo učinke teh drog, ki so že znane ali pa na trgu. Nevarno pa je, da pravzaprav oseba, ki to kupi ali vzame, ne ve, kaj je v tej mešanici, koliko je neke dodane te nevarne snovi, in zato je to pravzaprav zelo tvegano početje. In kakšne so vse lahko posledice uporabe drog teh in tudi sicer? Pri novih psihoaktivnih snoveh je največkrat ta zastrupitev verjetno blaga, lahko pa je seveda zelo huda. Zadnji primeri, o katerih smo tudi govorili v javnosti, je pravzaprav bil nek težji potek zastrupitve. Lahko osebe imajo krče, epileptične napade, slabost, nezavest. Take hospitalizacije so lahko kar težke, trajajo več dni, prestrašijo tudi starše, tudi samega mladostnika. Tako da problem je tudi, ker je včasih težko določiti, kaj je oseba vzela, starši recimo ne vedo, in je tudi to nek dolg postopek, da se pravzaprav v laboratoriju v bolnici ugotovi, s čim je zastrupljen tak mladostnik. Pa tudi sicer nobena nova droga ni nedolžna? Ne, gotovo ne. Poleg tega je tudi laboratoriji, v katerih to nastaja, niso higiensko čisti, to so tudi druge lahko nevarne primesi, tako da to gotovo je tvegano tudi z tega vidika, da je to lahko neka kronična zastrupitev, če tega več jemljemo. Tudi sicer mislila sem tudi na konopljo, recimo, nekako v javnosti se kar dozdeva, da je ta zelo blaga in celo pozitivna. Kako komentirate to? Konoplja vemo, da ima kar nekaj stranskih hudih zdravstvenih učinkov, predvsem tukaj povzroča kakšne stiske, tesnobe, paranoične občutke, lahko tudi psihoze. Mogoče se o tem premalo govori, da lahko konoplja sproži psihozo, to je zelo neprijetno, lahko je tudi nekaj, kar ni povratno. Do tega, da lahko zmanjšuje ta učni uspeh, zmanjšuje to neko kognitivno sposobnost, sposobnost učenja, ta nek amotivacijski sindrom, temu rečemo, se mladostniki bolj zapirajo vase, se jim kar nekaj ne da, popuščajo v šoli, tako da tukaj je kar veliko škode lahko narejene. Prav zato se mi je zdelo smiselno spregovoriti tudi o konoplji, prav zato, ker je najbolj uporabljena droga. Pa dajva še zdaj na koncu malo spregovoriti o pomoči. Kako lahko starši prepoznajo, da njihov otrok uporablja droge? Kako lahko zaščitijo otroke oziroma mladostnike pred še dovoljenimi novimi drogami? Kako naj ukrepajo? Kako mu lahko pomagajo? Kje se dobi pomoč? Gotovo lahko starši prepoznajo, da se nekaj dogaja, če je mladostnik toliko drugačen, da to gre res čez neke meje, kot ne samo mladostniško vedenje. Če bi videli, da je zaspan, da bruha, da se res slabo počuti, potem je gotovo smiselno, da se poišče tudi zdravniška pomoč. Ali če bi starši našli neke vzorce ali neke snovi, za katero ne vejo ali pa ne morejo, tudi mladostnik ne želi povedati ali ne more, kje jo je dobil. Zdaj, najpomembnejše bi bilo, oziroma vedno, ko govorimo o preventivi, poudarjamo, da je potrebno ali pa da je fino, da imamo z otroci, mladostniki odprt odnos, da jih lahko vprašamo, da je neka struktura doma, da je ta družinsko vzdušje tisto, ki pravzaprav najbolj je preventivno oziroma je nek zaščitni dejavnik pred uporabo drog. Ko pa bi recimo starši opazili, ali pa bi tudi mladostnik sam povedal včasih, da je v stiski ali pa da je poskusil vzeti drogo, bi svetovali, da lahko poiščejo pomoč mogoče v svetovalni šolski službi. To je gotovo prava pot.
je dostopna v šolah, so te svetovalne storitve. Lahko rečem tudi, da na naši spletni strani imamo kar nekaj publikacij, ki so namenjene ali da ponudijo vire pomoči, se pravi, kam se lahko nekdo obrne. Tukaj imamo v mislih predvsem različne nevladne organizacije, ki ponujajo svetovanje, do tudi čisto praktičnih napotkov. Na naši spletni strani so publikacije, kako se pogovoriti z otrokom, kako naprej ob takih situacijah. Kaj bi pa lahko v državi storili, da bi bilo uporabe drog manj? Zdaj seveda vemo, da je najpomembnejši dejavnik dostopnost do drog, tukaj gotovo veliko dela opravlja policija, carina, tako da tukaj imamo dobro urejeno situacijo. Kar se pa tiče tega drugega dela, na drugi strani nekako bi rekla, je pa preventivno delo. Lahko povem, da naš Nacionalni inštitut za javno zdravje se aktivno ukvarja z delom, preventivnim delom, predvsem z različnim izobraževanjem deležnikov. Smo aktivni tako v šolah kot na različnih področjih. Tukaj sežemo seveda tudi do duševnega zdravja, ki je tudi velikokrat razlog, da nekdo vzame drogo. Tako da je to preplet nekih dejavnikov, tako preprečevanje uporabe je, se pravi preventiva, potem sodeluje seveda organi pregona. Kar pa je pomembno, je pa gotovo družinsko okolje in tudi nekako opažamo, da je ta vtis, ali je neka droga, ali nasplošno, ali so droge nevarne oziroma tvegane, da je ta vtis mladih tudi zelo pomemben, tako da je tukaj tudi na nas, kot strokovnjakih, na našem inštitutu, ta naloga, da pravzaprav ozaveščamo o tem, govorimo o tem, da je to tvegano početje in da ima lahko tudi težke posledice. In danes sva midve spregovorile o tem. Najlepša hvala za vse informacije in nasvete. Hvala.